oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdrav, Robi. Zdravo, Matevž. Danes smo pa nekaj o dogodkih. Cel kup jih je. Kaj bomo najprej povedali? Tisto, kar je bilo daleč nazaj, že v marcu. Building Smart International. To bi morala potegniti črto pod ta dogodek, pa mogoče še kaj dodati. Tako da, mogoče začnemo pri tem. Vse to enkrat sva že omenila, v bistvu kakšne 3 tedne nazaj, ko sva objavila zadnjo oddajo. No in v bistvu oba sva bila na tem dogodku, ki je trajal 10 dni, skoraj, oziroma 11 dni, v marcu od 15. do 26. Vse jasno online, čez en, ne vem, kakšen nov sistem, ne? Niso niti Zoom uporabljali, nekaj tretjega so imeli v bistvu, kaj je prav za takšne recimo dogodke namenjen. In to, kar se mi je sicer dopadlo, če sem že to izpostavil, je to, da so imeli zraven lepo handoute zmeri pri predavanjih. Skratka, tiste slajde, ki so jih oni kazali, so bili vedno na voljo. Je bil pa en tak mix bag v bistvu vsega, ne? Malo posnetega, malo uživo. Vsaj tisto prvo plenarno predavanje od začetka je bilo tako rahla katastrofa, vsaj meni se je zdelo. Veš, da so se prijetno nasmejala na enih par zadev, ne? Ampak se mi zdi, da pa pol so se pa mačkano nesli. Kako si pa ti to videl? Zelo podobno, no. Takrat na začetku so se malo preveč trudili biti nekaj, kar niso, ne. Ker roko na srce gradbeniki nismo ravno igralci. Tako da, ne vem, pa tudi, če smo čisto pošteni, na začetku je bil bolj management, ne? In so tudi predstavitve bile bolj v tem duhu, potem je bilo pa čedalje bolj tehnično in potem je bilo pač na način, ki je nama bolj blizu, bi tako rekel, no. Ja, res je v bistvu, ampak je pa... V bistvu bom rekel čisto pošteno, ne, da enostavno ni bilo časa, da bi si vse pogledal. To bi bilo tako full-time job, ne. Bi pa izpostavil ene par statistike. To sem toliko, da boste videli v bistvu, koliko ogromna zadeva je bila, ne. Skratka, zadnji dan so imeli tak... Kako se že temu rekli tehnično? Closing plenary, ok, super. Skratka, so imeli vseh teh velikih sekcij, so bili predstavniki in te velike sekcije v bistvu so bile construction, infrastructure, products, railway, regulatory, airport, building pa technical. Skratka, koliko je bila? 1, 2, 3, 4, 5, 8 takšnih velikih sekcij, ne? In v bistvu to sem dejansko pogledal, no. Bilo je sam ta plenarni del v bistvu zaključnega dela je trajal 3 ure, tako da si lahko predstavljate, koliko je vsega ostalega bilo, no. No, ampak v sklopu tega je bilo tudi ene par statistike. Bilo za 104 prezentacije, 196 različnih govorcev, 80 ur enega programa. V bistvu, mogoče me to skoraj presenetilo, v bistvu, da je bilo 835 registriranih. Jaz sem na koncu pričakoval, da je bilo še več tega. 13 sponzorjev, lahko omeniva, da sta bila tudi 2 takšna, ki so nam blizu, CGS in pa Bexel. Tako da, Big Marker je bil pa tista platforma, neka nova digitalna platforma. Kaj več v bistvu o sami platformi ne bi vedel, ampak zaenkrat tisto, kar sem gledal, je v bistvu delal. Bilo pa, moram pohvaliti jih v bistvu to, da dejansko so bile stvari takoj praktično online, skratka posnetki. Tako da ni bilo treba prav dolgo čakati. To, če si kaj zamudil, si lahko dejansko šel in pogledal sam tisti del, ki te je zanimal, ali pa, ne vem, si poznal nekoga, ki je imel predavanje in si tistega našel, čeprav je bilo jasno malo zoprno, če je bila neka
nek session v bistvu dolg, ne vem, 2 ure pa pol, v bistvu, da si našel točno minute, kjer se je on pojavil. Ne. Tako da, no, to je ogromna statistika. Ja, tako no. Jaz sem tudi mislil, v bistvu, da jih je še več kot 800. Bom pa tudi tako rekel, jaz sem že prej razmišljal, sploh, ali bi se prijavil na dogodek ali ne, zato ker enostavno imam v tem semestru čist preveč pedagoških obveznosti in se je tudi izkazalo, da prvi teden sem bil še kar priden, drugi teden pa enostavno nisem več zmogel gledati. Bi rekel tako, ne, dogodek je bil pač zelo tak specifičen, pa tak nišne zadeve so bile predstavljene, če te ravno kje pritegne, se splača gledati, drugače pa so bile tudi stvari izven tega, s čimer se mi ukvarjamo. Mene pa recimo ta platforma motila. No, jaz verjamem, da je pri takem številu ljudi, ki sodelujejo, ne, to težko urediti, ampak praktično vsakič, ko je bilo treba v živo kaj povedati, so bile tehnične težave. Ne vem, če si to kaj gledal. To je absolutno. Dokler takoj, ko je treba, v bistvu še posebej med govorci kaj preklapljati. Tisti je bilo zmeraj tako. Se slišmo v tem smislu. No, kar je tako precej v bistvu izpade kar malo hecno, glede na to, da je to bil nek dogodek, ki je bil povezan z digitalnim gradbeništvom. Imamo pa že pri tem težave. No. Pa v bistvu tudi ful je bilo težav takrat tisto, kar bi ne bile v bistvu okrogle mize ali pa kakorkoli, ta platforma ni omogočala, da bi se kdo vključil pa vprašal, ampak je bilo vse prek pogovornega okna, ne. Kar je tudi tako, no, spet. Se mi zdi, da so vedno eni in isti sodelovali, no, pa da so se večino poznali med sabo. Tak je bil moj občutek. Drugače pa ne vem, veliko zanimivega. Mi je pa tako, mislim, zdi se mi, ali pa vsaj po tem dogodku sodeč, zgleda, kot da zdaj industrija vodi iniciativo, kar me pa tako kar me presenetilo. Moram reči, da ta občutek glede industrije se mi zdi te nevarane. Dejansko večina predavateljev je bilo iz industrije in ne iz nekih raziskovalnih organizacij. Ker v bistvu konec koncev se mi zdi, no, če tako v globala pogledamo, najbrž ni presenetljivo. Tudi če pogledamo na splošno to, kar se v Sloveniji dogaja, pa če govoriš s kakšnimi, kar bo v bistvu potem tudi omenjala en drug dogodek, ki je bil po Sloveniji. Bomo tako rekli, da na tem zelo praktičnem nivoju je zadeva v bistvu urejena, ne, se mi zdi. Pač glede BIM-a zdaj govoriva, ne. So v bistvu tako, kot se vidi v bistvu in po vseh teh recimo bolj specifičnih stvareh, ne vem, o železnicah, o letališčih in tako naprej, tam se zelo veliko dogaja, da bodo te neke specifike železnic, letališč in podobnih stvari bolj tehnično podprte, da bodo stvari noter v IFC-ju tako zapisane, kot morajo biti, ker jasno so toliko specifične, da enostavno se obravnavati skozi prizmo enega normalnega objekta enostavno tudi ne gre, ne. Tako da na tem nivoju se še dogaja in jasno tam verjamem, da so raziskovalci zraven, ki nekako tudi vodijo določene zadeve, ampak v globalu, ne. Se mi zdi, da je BIM vsem toliko dozorov, toliko nekako razširjen in vpet v vsakodnevno uporabo, v bistvu, da enostavno so zdaj pač je praksa prevzela tisto vodenje in reče, ok, tole bomo uporabljali, tole nas pa praktično ne zanima, ne. Ja, no, sej moj občutek je zelo podoben, ampak meni se zdi, da zdaj BIM v taki fazi, ko sploh nihče več ne govori o BIM-u, ne, zdaj so spet, pač vsak išče tiste rešitve, ki mu ustrezajo in ni več neke skupne poti, bi tako rekel, no, zdaj je to res tako, kot smo že govorili, ne, BIM je pač enostavno digitalizacija gradbeništva in karkoli zdaj za kogarkoli to pomeni, ne.
itak se strinjam, da za nekoga pomeni to eno stvar, za nekoga drugo stvar. Je pa še nekaj drugo rekel. No. Tudi na tem dogodku, pa jaz nisem povezal ta dogodek z, ne vem, raznimi sejmi, tipa Beamworld ali pa kaj takega, ne. Ampak je na trenutke izgledalo zelo podobno, no. Kar me je pa tudi malo presenetilo, ker sem vsem pričakoval, da bo to neka iniciativa, neke novosti, ne vem, tehnične smernice, kakorkoli, se je pa na trenutke v določenih sešnih v bistvu zdaj, kot da gre za marketing. No. Tako da. V bistvu, Robi smejim se zaradi tega, ker je v bistvu to čista resnica. Saj tiste, moram reči, dobro, spet, če so poštena, najbrž se niso vsega pogledala, tako da jaz bom tle sodil po prvih 2 dneh, kjer je bilo sicer veliko sešnov, ki so imele tudi taka v bistvu nekak naslove, ki te pritegnajo, ne? In si misliš, super, da bom pa nekaj izvedel, ne? Ne vem, tipično, ne vem, augmented reality ali kaj podobnega, ali kaj podobno, vse. In rečeš, super, v bistvu, da bomo pa nekaj izvedeli, ali pa, ne vem, umetna inteligenca. In potem pa začneš to poslušati in pač vidiš, bolj ali manj ti samo prodajajo neko platformo, predstavlja neko platformo, kaj so naredili, v bistvu gor in dol. In ja, dejansko zgleda tako kot nek marketinški event z, recimo, tem pridihom morda nekega napredka, ne. Ja, ampak vseeno, mislim, lahko je tudi dober marketing, ne, pa ti pove kaj novega, pa izveš kaj novega, pa to tako je pa v bistvu čisto površinsko, lepe slikce, brez nekega ozadja, ne, kar me pa po prvič povedano ne zanima. Zdaj pa jaz pa ne govorim po prvih 2 dneh, jaz pa govorim po prvem tednu, ker sem tako on-off spremljal dogodek, ne, in moram reči, da sem bil večkrat razočaran kot ne, no. Pa spet niso pa moje pričakovanja tako visoka, ampak sam želel sem si nečesa, kar ne bo spominjal na mednarodni obrtni sejem v Celju. No. Robi, pa ti so obrtni sejem je v redu, ne? No ja, če se moraš mimo voziti v času trajanja, niti ne. No, še nekaj sem hotel reči, v bistvu, ja, to vprašanje, v bistvu, ker sem se ga zraven postavljal, je naslednje, ne. Zdaj Slovenija ima svoj chapter, ne, v temle Building Smartu. Kaj imamo mi od tega? V bistvu, če gledamo skozi prizmo tegale dogodka. Ne vem, mogoče ti veš. Ne, jaz tudi ne vem, sem upam, da boš imel ti kakšno idejo. Ja, mislim, kaj ima Slovenija od tega? Slovenija ima stik s tem, kaj se dogaja v Evropi in po svetu. To zagotovo ima. Ali smo vključeni v te razne delovne skupine, jaz čisto točno ne vem, zagotovo pa vedo ljudje na Sibimu. Vem pa, da se začenjajo dogajati stvari na tem Building Smart Chapterju Slovenija, vem pa to, ker sem tudi sam vključen in konkretno jutri je prvi sestanek, spoznavni sestanek v eni od teh delovnih skupin slovenskega poglavja, tako da bom mogoče lahko tudi sam kaj v prihodnosti več povedal. Ampak ja, zagotovo pa ne vem, če želimo biti relevantni v tem prostoru, moramo biti zraven, ne. Zdaj v kakšni obliki bomo pa zraven, to pa ne vem, bomo pa videli, ne. Se pravim, tudi če se pa Slovenija kot taka ne vključuje, smo pa tudi na tem dogodku veliko Slovencev videli, ki so pa v imenu drugih podjetij, pa celo v imenu drugih držav sodelovali tudi kot predavatelji, ki so predstavljali rezultate dela posameznih delovnih skupin, pa mogoče se pustite presenetiti, pa koga tudi slišite na tem podcastu v prihodnosti. Prejšnji teden, se pravi, da je to bilo že 8. aprila, je bil pa en dogodek v Sloveniji, spet jasno online, tako kot se spodobi za današnje dele časa, ne. Je bil pa Dalox User Groups, User Days, ne User Groups, User Days Slovenija, kjer ga je pač Dalox organiziral
in je bil tak zelo kratek, en dopoldne, 3 urce. Kratko in sladko bomo temu lahko rekli. V bistvu moram pa najprej povedati naslednje, ne, da sem bil izjemno zadovoljen, ker je bilo to živo. Da ni bilo nič posneto naprej, govorili so, bila so lahko vprašanja, bili so tudi odgovori, ne, v živo, tako da glede tega se meni dopadal v bistvu dogodek, pa sam 3 ure je bil. Ne. Robi, si imel ti kaj časa v bistvu sploh zraven? Ne, jaz sem se prijavil na dogodek, ampak ker je bil žal 3 ure, jaz sem po teh 3 ur imel 2 uri vaje, ne. Sem se potem samo za zadnjo predstavitev vključil, tako da kar bom jaz povedal na podlagi zadnje predstavitve, ti pa mislim, da si bil cel čas. Ja, sem bil kar zraven, ja. No, pa povej, kaj je bilo kaj. Ja, Aleš Korbar je v bistvu vodil so zadevo, ki je v bistvu predstavnik Daluxa v Sloveniji. Sta pa bila 2 slovenska predavatelja, Metod Gaber, ki je bil tudi že gost na BIM pogovorih, sicer s Kolektor Kolinga, in pa Urban Jaklič z Riko, z podjetja Riko. Tam je zadeva me kar presenetila, v bistvu, ne, ker se grejo, ker imajo projekt nadgradnje železniške proge pod Nartlesce Bled, v bistvu nisem vedel, da se s tem ukvarjajo. Tako da bila sta pa v bistvu oba, če zdaj ne vem, rečemo v bistvu zanimiva, konc koncev je pa spet jasno, specifično, pač vse se vrti okoli Daluxa, te Dalux platforme, urejanja, izmenjave podatkov in tako naprej, je pa v bistvu jasno, veš, tista slikca, kako gre tipična komunikacija v gradbeniških projektih, ne? Tako brez neke digitalne platforme, kjer se vsak z vsakim pogovarja, no tle se pa pol narisali v sredi tist krogac, ne, kot Dalux, in je v bistvu gre vse čez tole, ne, tako da Joj, če bi jaz imel evro za vsakič, ko sem videl to sliko, pa različne inkarnacije te slike, bi, ne vem. Ja, ne bi zdaj le govoril na BIM pogovorih, Robi, reči to, ne. Ali pa bi preko optike, ko bi si jo sam napeljal iz 10 km stran. Dobro, ja. Ja, optiko bi si lahko prvošel, ja. Ja, no, skratka, zdaj o sami platformi jaz ne bom preveč razlagal, zaradi tega, ker ne poznam, najbrž lahko kontaktirate Aleša, bomo dali tudi zapiske. Mislim, da je bil gost tudi. Ja, on je bil tudi, ja. Pa smo takrat si zaradi Daluxa nekaj govorili oziroma o platformi, ampak zadeva je kompleksna, veš, da če lahko praktično vse dokumente zabeležiš v eno tako zadevo, pol veš, da pač je polno enega klikanja in skratka, se moraš kar naučiti. Ne? No, sej 2 stvari bi tukaj poudaril. No. Metod je bil tudi že gost na enem podcastu, ne vem, če ne celo več kot enkrat, se ne spomnim. No. Ampak zelo zanimivo bi bilo vedeti, ne, kako je tudi Kolektor prešel, ker oni so začeli v bistvu z Viewpoint for Projects, takrat neki so poskušali uporabljati, pa so potem zamenjali za Dalux. Ne. In že takrat smo se zelo veliko pogovarjali o tem, kako je sploh možen tak prehod iz enega takega okolja v druga. Ne. To je bilo zelo zanimivo zvedeti, vprašanje, če so prešli ali kakorkoli, ne vem. Ampak to je ena taka zelo zanimiva stvar, o kateri bi se bo treba pogovarjati. Ne. Ker tako imenovan vendor lock-in je zelo aktualen, pa zelo hudo bo, ko bo kdo ugotovil, da to obstaja. Ne. To je ena stvar. Za gradbeništvo niti ne vem, koliko bo to pomembno, zato ker pač projekt, ko je zaključen, ponavadi se tisti fascikli zaklenejo nekam do prve tožbe, ne. Če pa ne pride do nje, pa miši zgrizejo. Tako da to, no, ne vem, to bo ena taka zanimiva tema tudi v prihodnosti. Potem drugo, kar je, se mi zdi
zelo zanimivo, da se če dalje manjkrat omenja CDE, da so to, kako se temu reče, projektna okolja spet, ali karkoli. Ker vse te platforme, tipa Dalux in podobni, ne, to je zdaj veliko več kot CDE, to v bistvu je pravzaprav je to kritična infrastruktura postala, no. Bom tako rekel. No, potem pa tretja stvar, jaz sem samo na tretjem predavanju bil, predavanju predstavitvi, ki jo je imel en gost iz tujine, imena se žal ne spomnim. Magnus Dahl Larsen. Ja, no, tako. Iz Daluxa je prav, no. Ja, prav iz Daluxa, ne vem, mogoče bil celo razvijalec. V bistvu je pač kot opis ima tukaj product specialist napisan, ampak mislim, da je, ko se je predstavljal, da je tudi nekaj omenil to. No, in kaj bi jaz pač povedal kot moj vtis tega, kar je on kazal. Kliko je absolutno prehiter, bom tako rekel, ker sem prav videl, da je to naredil že milijonkrat, pa najbrž je tudi podatkovni model sam, ki je sestavljal, pa kakorkoli, in njemu je bilo vse jasno, ne? Ampak vsem ostalim pa ni bilo tako jasno, no? Bom tako rekel. Kar se pa videl tudi iz tiste kratke predstavitve, pa to, da je to izjemno kompleksno okolje, ne? In da če hoče podjetje iz tega okolja potegniti vse potenciale zase, ne? Dejansko potrebuje človeka, ki se bo samo s tem ukvarjal. To ne gre več tako sproti. To je približno tako, kot je recimo za mano pa modelirniki tipa ArchiCAD ali pa Revit, ali pa AutoCAD konec koncev, ali pa Sketch ali pa karkoli. Če tega ne uporabljaš vsak dan, enostavno pač boš, da prepustiš nekomu, ki to dejansko uporablja vsak dan, no. Tako da, in to okolje se mi zdi zelo podobno ali pa zelo na meji s tem. Verjamem, da so osnovne funkcionalnosti izjemno pač enostavne za uporabo in v to sploh ne dvomim, ne? Ker namreč lastnih izkušenj nimam, ampak te dodatne možnosti, to je pa kar malo kompliciran postal. Kak je bil pa tvoj vtis? Ja, mislim, se sem rekel, ne? Če gledaš v bistvu ta okolja, zdaj ne bi sploh nujno samo Dalux omenjali, ne? Če ga gledaš v osnovi v bistvu tak tipičen DMS, kot Document Management System. Ne? V bistvu imaš dokumente, lahko jih strukturiraš, lahko jih šeraš, lahko jih pošiljaš okoli, skratka, pač jih imaš tam na kupu, lahko jih znotraj tega urejaš, imaš verzije, imaš v bistvu vse tisto, kar si nekako predstavljaš pod, ne vem, ta DMS tipičen. Ne? Pa imaš jasno na to še vse ostalo, ne vem, bi modeli, uni levi, desni načrti, uni detajli, skratka vse to je dejansko med sabo povezano. In ko to nekako razumeš, v bistvu, da praktično se lahko referencirajo, ne vem, in detajli, in pogledi, in skratka vsak element na svoj, ne vem, konec koncev neke specifikacijo z enega prospekta. Skratka, lahko razumeš, da je v bistvu to mnogo več kot pa v bistvu tak tipičen DMS, ki smo se ga, ne vem, 20 let nazaj šli, ne? Kjer so bili pač tisti dokumenti tam noter odloženi in vse ostalo je bilo pa v bistvu bolj manj neobstoječe, ne? Zdaj je to mnogo več in absolutno sem razmišljal ravno o tem, ne, da če se hočeš nekaj takšnega res najeti, v bistvu v katerikoli, ne vem, v katerikoli podjetju potem rabiš enega, ki je za to zadolžen, ne. Da upravlja s tem, da skrbi za to, da zadeve delajo. Medtem ko jasno tiste običajne stvari, običajna opravila, ne vem, pregledovanje, podpisovanje dokumentov, ne vem, te stvari, ne, pa verjamem, da pač se jih da dosti hitro naučiti in jasno, normalen uporabnik najbrž ne rabi več kot to, ne. Tako da absolutno se pa strinjam s tabo, da je gost tale Magnus mnogo preveč hitro klikal, jaz sem komi sledil, ne. Ja, pa recimo, da smo tega vajeni, ali pa da recimo, da smo... Da nisva glih tuja s to tehnologijo v bistvu, ne. Ali pa bom si drznil reči celo, da smo mogoče nadpovprečno IKT pismena, ne. Ampak tisti je pa
Mislim, sej ne, da ne bi vedel, kaj je delo, ampak če hočeš pač vedeti, zakaj, pa kako, pa kam klikniti, pa tako naprej, bi bilo malo drugače. Pa zelo komplicirano izpadlo, pa mogoče sploh ni bilo. No. Tako da vem, da je to zelo težko tako v živo prikazati, sploh to, kar je on želel, pa nekaj popraviš tu, pa se tam vidi, pa na telefonu, pa vidiš to, pa to klikneš, pa se to naredi, pa to je izjemno težko prikazati, to tudi mi dva veva. Ne. Tako da, ne vem, se pravi, mene še vedno zanima, ne, kako bo s temi platformami ali pa DMS-ji ali pa CD-ji ali pa kakorkoli temu rečemo v prihodnosti, zato ker si enostavno ne predstavljam, kaj se zgodi, če se nekdo odloči, da ne bi več imel Dialogsa. Ne? Pa da, dobro, to je Dialogs je zdaj ime, lahko je karkoli tu noter, ne? Ali pa Conjecta, ali pa ne vem, česarkoli, Beam Plusa, ne vem, karkoli, ne? Kaj se potem zgodi, ker si ne predstavljam, da bi te podatke, pa delotoke, pa modele, pa vse prenesel v drug sistem brez nekih izgub. No, to absolutno ne. Ampak mislim, da gre to vprašanje ali pa ta skrb gre nekako tudi v smeri vprašanja, ki je bilo postavljeno med samim predavanjem, in to je v bistvu glede lastništva. Ne? Tudi. To je vse nekako med sabo povezano in kolikor se spomnim, to vprašanje ni bilo tako nekako zelo enoznačno odgovorjeno. Ne? Se mi zdi, da o tem nekako zelo hitro pomedemo v tem smislu, ja, vsak je lastnik ne vem, svojega dela, ampak to je zelo načelno lahko res, ne? Ampak fizičen dostop do vsega tega, to pač nekje je. Ne moreš zdaj enostavno nekomu preprečati, zato ker si se skregal z njim, pa nočeš, da ima dostop do, ne vem, vsaj v pogled do tvojega dela. Ne vem, skratka, to malo karikiram, ne? Da na to kdo dobesedno je mal. Enostavno te stvari nekje živijo, ali je to na lokalnem računalniku, ali pa v bistvu nekje v cloudu, tako kot polarno. Ne? Ampak v bistvu ravno za Dialogs, ampak tudi verjetno tudi vsi ostali. Ne? Bomo rekli, da najbrž omogočajo nek tak relativno kompakten prenos vseh podatkov na lokalni računalnik. Ne? In potem pač oni rečejo, ok, to je to, ne? Glede prenosljivosti podatkov med različnimi sistemi. Ne? Ja, no. En komentar samo na cloud. V preteklem mesecu ste lahko videli v Evropi, kaj je cloud, ko je pogorel največji podatkovni center v Evropi. In ste lahko videli, da cloud so samo strežniki nekje drugje, tako da ne se zanašati na cloud, ker je, mislim, da več kot 1 milijon uporabnikov izgubilo vse svoje podatke. Čeprav so plačevali za storitve varnostnega kopiranja. Ja, veš, da to pa sploh nisem vedel. Ja, en kup evropskih strani je ugasnil, med drugim tudi Partis, najbolj znana slovenska torrent stran, ker je podatkovni center nekje v Beneluxu, ne vem točno kje, no. Lahko pa poiščem, če koga zanima, je dejansko pogorel. 4 ogromne hale 3 od 4 ali nekaj takega, so pogorele in so izgubili podatke neke evropske agencije, neke velika pravna podjetja in kup enih strani. In med drugim so izgubljene tudi varnostne kopije, zato ker je pač pogorel preveč tistega skladišča. Zdaj iz tega se lahko naučimo več stvari. Cloud so pač strežniki nekje drugje, tako da pozabite vse ostalo, kar vam kdo govori. Kot drugo, da so varnostne kopije samo res varnostne kopije, če se nahajajo na drugi lokaciji kot primarni računalniki. To je druga stvar, to bi se lahko tudi mi kaj naučili, ne Matevž? Ja. No, potem kot tretje pa to, da v bistvu kontrol nad podatki imate samo, če jih imate v svojih rokah. To je to. Ker nihče ni dobil nič nazaj. No. Tako da. Ja, sej. Iz nič ne moreš nič narediti pol, ne. Tako da ja, mislim, to nisem vedel, ne. Zdaj me je kar strah rata, zdaj bom še takoj backup lokalen delati.
Ker dejansko imam od takrat, ko se je tale situacija z delom od doma naredila, sem si najprej umislil online backup, tako da se to skozi backupira. Ravno s tem, mislim, kaj če se mi res nekaj zgodi. Ne? Mislim, ne meni osebno, ampak tudi računalniku in vsemu temu. Tako da ja. Jaz ne morem imeti online backupa, ker nimam optike. Se bi pa malo en mesec delal počasa, veš, le robe. Se nam odi. Ja. Ja, to pa nisem vedel. Boš poiskal en link, pa ga bo prilepljal v zapiske. To bi pa res enostavno. Moš imeti malo srečo, v bistvu, ne? Ampak sem mogoče sva že enkrat rekla, v bistvu, veš, tisto formula za varen backup. 3-2-1 formula. Ne spomnim se. 3-2-1 formula je v bistvu taka, v bistvu je tipično za varen backup, se rabiš 3 kopije, Aha, točno. 2 različna medija, pa en mora biti offline. Mislim, nikje drugje, ne? Ja. No, v glavnem, našel sem za ta podatkovni center. Šlo je za podatkovni center OHV Cloud. OHV Cloud. V Franciji je bil, pardon, ni v Beneluxu, ampak v Franciji. Posledice so dejansko res katastrofalne. Šlo je pa tako, če si predstavljate, kot da bi zgorel en BTC. Tako da, bil pa ta požar marca. Marca je bil ta požar. Potem so pa take strani ugasnile, so nekaj kot je študent.si, pa ne vem kaj vse. Tako da, zelo zanimivo. No? Kar je pa meni najbolj hecno, pa tako hitro so se pojavili ti spletni memeji, ne? Te, kako se temu reče slovensko. Ja, ne vemo. Ja, no, tako, če si predstavljate sliko tistega podatkovnega centra, ki gori, pa tako ful dima, potem so pa puščice noter v dim, pa so imena strani, ki so zgorele, tako, recimo. Ne, ampak v bistvu dejansko je zoprno, zaradi tega, ker ti pač, ne vem, nekje najameš nek prostor, prgenega ponudnika, ne? To nikjer ne piše, da je tisti prostor prenemal doma v dnevni sobi, ne, oziroma v garaži. Ampak je lahko tudi v Franciji bil. Ne. Tako da je v bistvu enostavno, ja, čeprav je super fino, tisti cloud, pa v bistvu se ne veš, kje ti podatki so, vedno so dosegljivi, pa z različnih naprav, pa ne vem kaj že vse. Ne. Ampak konec koncev, pa to tudi na koncu se vprašaš, ne. Zdaj tam nekje slišiš za en požar, rečeš, ok, se to pa res ni bilo blizu Slovenije, ne. Sej, kaj pa se mi lahko zgodi, ne. V bistvu na koncu ostaneš brez vsega. Ja, brez vsega, čistko. Pa tudi, baje, da je bilo zelo veliko teh resellerjev v Sloveniji, ki so prodajali pač tam mesto na tistih strežnikih, ne. Tako da je pa, ne vem, zelo zanimivo, kjer strani so se, pariški Pompidou, pa ne vem, en kup je bilo teh strani znanih, ki so tam zgubile. Najbolj je bilo pa to, da je neka pariško pravno podjetje zgubilo vse fajle svojih stran, ker so imeli tam DMS. No, sej, lej, če bi šla midva po poti nekih teorij zarote, ne, je treba pogledati, koga so zastopali tista pravna firma. Ne? Ampak vi pa govori, še niso v tem biznisu. Fake news pa te stvari. Ne? So pa vi pa govori že kar nekaj časa v biznisu, ne? V bistvu 5 let, ne? Če smo čisto pošteni. Ne? To je pa res. Ravno dan pred snemanjem tega podcasta, dan pred objavo praktično, so BIM pogovori praznovali 5. obletnico. Juhej, ne? Juhej, kaj pa torta? Ja, torta, virtualna lahko, v bistvu, kakšen emoji. Poslušalc pošle, lahko kak poslušalc pošle. Kakšno torto na mail, info, afna, bimpogovori.si, pričakujejo torto.
V bistvu ja, ampak tako kot sva tele stvari začela snemati, tako na isti dan praktično, ko se bojo objavljale, tako da sem rekel, da je zdaj zadnji čas, da to kar začnemo v živo predvajati. Tako sem jaz včeraj enostavno čisto pozabil, da smo bili 12.4. Robi ima drugačne vzvode, zakaj mu je ta datum pomemben. Tako da ni pozabil, ampak me je včeraj spomnil, ja, da je to že kar nekaj časa. Ja, še malo pa bi pogovori šli v osnovno šolo. Ja, z masko, pa samo testiranjem. Če ne bo nadaljavo ta osnovna šola. Ja, še malo pa smo mogli testirati v bistvu. Še malo, ja. Ampak, ok, jaz sem tle v tele pripravljene zapiske, samo eno vprašanje postava, kaj se je spremenilo v tem času? Vse. Ali pa nič, ne? Ali pa nič. Ampak v bistvu ja, to, ko so ravno govorili tudi o Building Smart prej, sem zraven razmišljal, sem rekel, ok, če se spomnim še enkrat sem izjavil, dokdaj bova snemala BIM pogovore, ne? In takrat je bilo, sem nekako rekel tem, dokler bo pač se o BIM-u govorili, ne? Zdaj se zmeri manj o BIM-u, se mi zdi, govori na ta način, ne? Kot se je 5 let nazaj. Se mi zdi, da je industrija kar daleč prišla v zadnjih 5 letih. Se mi zdi, da 5 let nazaj ne verjamem, da je Kolektor razmišljal o tem. Ali pa so, ne? Razmišljali so, ampak niso pa še uporabljali. Niso pa še tako na glavo skočili, ne? Mislim, da so takrat SketchUp še uporabljali. No, vidiš. Metod, siguren bo poslušal metod, pa ne nama pove. Kaj je bilo 5 let nazaj, ne? Ja. Ja, tako da se dejansko se veliko spremenilo, ne? Ali pa konc koncev nič, ne? Jaz še zmeraj mislim, da je BIM model, ne? Če malo provociram, ampak drugače pa ja, 5 let kar hitro minilo. Ja, hiter. Mogoče pa to zdaj zadnjo oddaja, če se v filmu ne bili več toliko. Ne vem, jutri spet nekaj snemava, pa je, ne? Ja, ali pa ne. Ali pa ne. Je nič, lej, zato da ne bova zamorila, ampak končala raj na taka pozitivna nota, tako da moram reči, da se zmeraj uživam, takrat, ko se s tabo pogovarjam, ko snemava BIM pogovore, tako da dokler se to ne bo spremenilo, ne? Zdaj, ko se drugače ne, ja. Nisva ena vrata stran. Ja, tako, ne, tako da je tole popestritev dneva, ne? Čeprav včasih je težko najti še en razlog, zakaj bi online nekaj govoril, ne? Ko že študenti imaš včasih občutek, da predavaš sam sebi. To pa je čisto res, ja. Ampak dobro. Vsaj nekdo kaj nazaj reče. Točno to, evo. Čeprav moram zdaj, da sem mogoče malo grdo rekel, ne? Ampak znajo biti študenti tudi zelo prijetni, ne? Počas kakšno rečem in zadnjič se mi je zgodilo, ne? Jaz jih pozdravim, rečem, fanti, kako ste, ne? Fanti, deklete, kako ste? Pravi, v redu, kako ste pa vi? Sem rekel, super, ne? Vprašal sem me, kako sem. Odlično, tako da, če kdo od študentov posluša tole, res hvala lepa za to gesto. Nič, Robi, a imamo še kaj za dodati? Ja, zaenkrat ne, tako da se slišimo naslednjič. Ja, tako, Če ne? se. Robi nekaj. Nič, lepo se imejte, ne? Vsi. Adijo. Adijo.